Mi smo Vasili iz Ormoža, vi pa poslušate Radioaktivno. Intro in Preko trupel v kompletu skupine Wasserdicht z albuma Prihajamo v Miro. V Miro pa sta danes na Radio Prlek, v oddajo Radioaktivno, prišla Miha in Marko. Lepo zdrav obema. Zdravo, hvala za vabilo. Leta 2003 smo se srečali v našem studiu, 20 let plus nekaj nazaj. Ja, že minilo toliko, od našega zadnje vinilne izdaje. Bi že mislil, da ste razpadli, ampak vidim, da ste ponovno oživeli. Ja, v bistvu je tako, to je pravilna formulacija, ponovno smo oživeli, vi se smo razpadli, pa se zdaj pa se ponovno zbrali v tisti čist
ne vem rekel, čist prvi postavi, ampak prvi postavi, ki je začela bolj konkretno nekaj delati, pa špilati okoli, pa te izdajati tudi neke stvari. Tu bi rad povedal, če si rekel, naša prejšnja izdaja, v bistvu ni bila čist naša, bil je tako imenovani split, ne, se pravi, na eni strani smo bili mi, na drugi strani pa nemški band Humanitär, in v bistvu je naš samostojni prvenec je to, ker namreč vse ostalo prej je bilo ali na kompilacijah ali pa glih v teh splitih, tako da smo prva izdaja je bila leta 96, meni se zdi, ali 95, z Scuffy Dog split, potem je bil split 7-inch z Construct, potem je bila še split kaseta z World Chaos, potem pa glih ta split z Humanitär in split mini CD z FPO iz Makedonije. Potem pa še je en izdal, potem ko smo razpali, je tu v Varaždinsko Novo Marov naveza, ob fanzinu so izdali takrat še kak diskografijo na kaseti, ne, ki se zdaj tudi vrača ponovno, ne, to me je začudilo, ampak kaseta se zopet vrača kot medij, kot nosilec zvoka. Pomeni, da za vami že kar nekaj izdelkov, čeprav pa je ta prvi. Ja, malo smo vadili, malo smo se uvajali, 30 let je minilo, prej smo te dejansko zdaj rekli, zdaj pa gremo na puno. Pomeni, da ste imeli dolgo uvajalno obdobje. Ja, mislim, stvari se včasih zavlečejo, je pa tudi dobro, da jih naredite temeljito in preudarno. In sedaj ste to temeljito naredili, pa si rekli, prišli smo v Miro, prihajamo v Miro. Ja, v bistvu začeli smo tam enkrat v tistem korona obdobju. Miha pa Robi sta se že prej dobivala, pa sta preigravala razne viže iz področja, ne vem, death metala pa grindcora. Jaz pa sem tudi sam za sebe doma začel nekaj ponovno na kitaro igrati. Pa smo ti rekli, probamo, pa zdaj pa je z tega celo nekaj prišlo. Ne. Začetka bilo čist bolj neobvezno, še vedno je to v bistvu primarno, to, da se dobivamo enkrat na teden, pa se dobro malo vaje, ampak nič pa ni narobe, če še imaš potem izdajo, pa kakšen koncert, ne, tako da, evo, vse se je fino poklopilo. Pogovor smo pričeli zelo udarno, nasledeno preko trupel. Je danes treba iti preko trupel? Ja, za koga to dejansko, ne, je en sistem, ki za marsikoga deluje, ampak to je pač naš komentar zdaj teh, kaj bi se reklo, zanimivih časov, v katerih živimo. Ja, saj ne, preko trupel je dejansko nasloven komad, ne, ker je preko trupel prihajamo v miru, ne, tako da v bistvu upam, da to nekomu kaj pove, ne, kakšne časi so protivojna pesem, ja, vsakakor, ja. Ki pa jih absolutno mislim, da bi jih v času, v katerih živimo, bi jih trebalo biti čim več, tako bom rekel, ne. Druga, ki jo bomo spustili, bo Na moj račun. To je, zdaj, če gremo opet sam pomen pesmi komentirati, to je pač pesem o, ne vem, nič kolikokrat slišiš, da reče ja, na moj račun, tam oni delajo, pa oni vse na račun od nekoga, to je pesem o teh dežurnih davkoplačevalcih, ki rečejo, da je vse na njihov račun, ne, v resnici pa so samo ene nezadovoljne že sami sabo in ta pesem je o njih, njim posvečena, na njihov račun, tako, ne. Rażer to zawisty, postroszcza
Na moj račun in Waserdih z albuma Prihajamo v miro. Umetna inteligenca pravi, da ste hardcore punk band. Se moti ali razmišlja v pravilno smer? Ja, to bi dal kar veljati, ja. Tako smo začeli s tem ciljem in smo v vseh teh letih še vedno, ja, in nimamo nobenega namena kajkoli spreminjati v tej smeri, ja. Se danes žanrsko težko opredelite o vseh žanrih, podžanrih, ki plujejo po svetu? Pa ne vem, mi se s tem ne obremenjujemo, mi bolj na men špilamo isto od začetka. Verjetno se poznajo kakšne razlike med pač različnih obdobjih, ampak to je več čas hardcore punk, to je to, kaj smo si zadali za cilj in to je tisto, s čem se počutimo doma. Marko, koliko je mešanja vseh žanrov danes tudi v alternativni glasbi? To je tako eno vprašanje, ne, zdaj, mogo bi več slediti sodobni, kaj bi rekel, alternativni glasbi, kako si rekel, kak je v bistvu sledin, ne, ker nismo več najmlajši in veš, kak je to, vedno ti je najboljša glasba tista, ki si jo začel poslušati tam v srednji šoli, ne, tako da tudi zdaj težim, pa to muziko novo, kaj poslušam, je v bistvu, so mlajši bendi, ampak v bistvu špilajo to, kar je mene te bilo všeč, ne. Je pa res tudi, da je malo težje slediti, sicer imamo vso to novo tehnologijo, vse na dlani, vse lahko najdeš kaj češ, ampak ni pa več, ne vem, kaj bi rekel, vdaj podobnih, kak jih imaš ti, v katerem se pove nekaj o glasbi, pa, kaj bi rekel, ne, samim izvajalci o tem, kak dela v nastajanju, ne, tako da nekoga, ki bi ti povedal, to je ono, zdaj ne vem. Mene zato ni treba nekaj razlagati, jaz sem pač, vem, kaj mi je všeč. Ostajate torej v alternativi v podzemlju? Ja, vsekakor, mislim, da ni dobenega namena, kam drugam iti, vi se nikdy ne obremenjujemo, kaj preveč s tem, mi pač sploh zdaj delamo to, kaj radi delamo, kaj nam paše, povemo to, kaj imamo za povedati in to je to, zdaj pa kako se drugi do tega opredelili, ni pač v naših rokah, ali kaj bi rekel, ne. Nismo jezni, če je naša glasba nekomu všeč, ne, samo zdaj, vi se špilamo to, kaj nam je fajn, pa upamo, ker je še komu vrede, zdaj pa če ne bo, pa tudi nič ne bo narobe, no. Danes je treba biti odporen, ne samo vodoodporen kot Waserdih. Ja, odporen na marsikaj, seveda. Neumnost, ta je precej razširjena, ne. Ampak zato boje niti zdravilo ne obstaja. Ja, to je najhuje, ja, to pa je ta. Več neumnosti je zdravilo za neumnost. Ne kliči hudiča. Ja, je že to. Naslednja bo Ni mi žal. Ja, vse naslov že vse povedal. To je pač ena malo baladica o letih, ki minevajo in občutkih, ki se pač porajajo ob tem. No!
Ni mi žal, z albuma prihajamo v Miro skupine Waserdih. Začetki skupine segajo v 90. leta prejšnjega stoletja. To že marsikaj pove. Ja, prejšnjega tisočletja celo. No, to je še bolj grozno. Ja, mislim, da so skoraj 90. začeli. Sicer ne, takrat jaz nisem bil v bendu, ampak bend mislim, da od 90. naprej. Tako da je to še v stari državi je bilo. Vmes tudi nekaj pauz oziroma pauza. Ja, pauza je bila dejansko tam, kdaj je, nekaj 2005, jaz mislim, da smo prenehali delovati, te pa smo v bistvu imeli 2 koncerta s 2 mlajšima članoma, ki sta te samo na 2 ali 3 koncerte smo špilali, ki smo v bistvu stare komale, pa takrat ni bilo nobene ambicije, da bi nekaj novega delali, to je pač bilo, da smo tu pa tam vskočili, da smo rekli še, da še nismo čist zaspali, ampak ta ponovno pa smo se te združili, tako sem rekel, leta 2020 ali 2021 in smo začeli variti, ta plošča pa pač rezultat tega, ne. Pomeni danes enaka postava, kot je bila takrat na začetku? Postava je v bistvu tako, sem prej že enkrat mislim, da sem že povedal, postava je tista prva, ki je začela nekaj aktivno bolj igrati, ne. Čist prve postave v bistvu sem samo jaz bil, pa še jaz sem v bistvu tak na prevaru notri prišel, kako bi se reklo, ne. Nisem bil mišljeni v čist prvi postavi, ampak sem te nekako se notri uturil, ali kako bi to rekel, ne. Ampak tista prva postava je dejansko imela 3 koncerte, nobenega pravega zvočnega zapisa, kaj bi rekel, studijskega. Tako da ta postava, kako smo zdaj, se pravi jaz pa Miha pa Robi, to je tista prva postava, ki je začela igrati, ki je dejansko te začela koncertirati bolj resno vaditi, pa naredila tudi nekaj posnetke prve pa tak naprej. Miha, vmes potem tudi kar nekaj kadrovskih sprememb. Ja, seveda, no. V bistvu gleda za bend, ki tako dolgo obstaja, ni zdaj tako strašno dosti. Razen nas 3 je bilo v bendu še kaj, 5 ljudi, vsega skupaj, 6 rečemo. Tako na pamet povedano. To v bistvu ni tako dosti za bend, ki je tako dolgo že prisoten. No. Ja, to je neizbežno, ker pač z leti se malo razseliš ali pa so ljudje malo v drugih stvareh, ne za en določen čas. Na koncu pa tako, zdaj so pač bile razmere ugodne, naenkrat smo pa vsi bili v Ormožu razpoloženi za špile, pa je pač prišlo nazaj. Drugače pa je, vedno je tako, v vsakem bendu zelo težko je obdržati isto zasedbo ves čas, sploh da je bend bolj taki, kaj bi se reklo, underground, ljubiteljski, kakorkoli bi že tam rekli. V nadaljevanju Ovce in pastirje. Ja, to je ena naša taka bolj, kaj bi se reklo, živinorejska pesem.
Ovce in pastirji skupine Wasserdicht. Marko, prej si že razlagal vso to diskografijo. Tokrat vinilna plošča, v tudi preteklosti so že bile vinilne plošče. Ja, to pa smo dejansko smo začeli poslušati glasbo z vinilnih plošč, pa ne bi se zdaj spuščal v tiste audiofilske razprave, ki je boljši zvok, pa ki je slabši zvok. Meni se zdi, že takoj, ko se je CD pojavil, se mi je to zdela tako ena prevara, ker je bil dražji, pa si dobil tam neki mali plošček, neko malo plastično škatlo, tu pa vseeno dobiš, izdelek, ki dobiš, vzameš nekaj v roke. Pa nekako se nam je, že ko smo začeli, se nam je zdelo plata, LP, to je cilj, to želiš izdati, to je te, ko izdaš LP, te si invent, Zdaj, vmes se je zgodilo to, da je te CD povozil že v bistvu, da je plošča bila že pred izumrtjem, zdaj pa vidimo, da je v bistvu zopet LP najbolj prodajani nosilec zvoka, Se pravi, najbolj prodajano so digitalne izdaje, ampak kot nosilec zvoka pa je zdaj LP zopet, pa se mi zdi nekako, LP je nekaj konkretnega, imaš v rokah, pa celi ritual je, zato ker moraš ploščo obrniti, se pravi, LP-ja ne preslušaš tako, da si nastaviš to kot glasbo v zadju, To je te, ko greš poslušati LP, poslušaš glasbo, Ni tisto, kar boš, Zato, ker te v bistvu prekine, vmes moraš ti obrnuti in je tisto, da se sedeš, vzameš besedila in spremljaš besedila zraven, ko poslušaš glasbo, tako da, sploh ni bilo druge alternative, da bi rekli, če mu kaj izdali, mu izdali LP, to je bilo že v štartu, tako. Miha, je krona nekega obdobja tudi izdaja albuma kot formata, ne kot CD-ja ali pa vinilne plošče? Ja, sigurno, mislim, to, o čem smo sanjali od začetka, to, kaj smo si zadali za cilj, oziroma hteli že od vsega začetka, tako da to je zelo lep občutek, da zdaj po vseh teh letih končno imamo samostojni album z barvno naslovnico, z natistenimi besedili, ni da ni. Tako da ja, je fini občutek, tako čisto imam osebno to ogromno pomeni, ja. Do oblike v tem intervjuju še pridemo. Naslednja, ki bo v etru, bo Vedno znova. Ja, to je tudi v bistvu protivojna pesem, Mislim, v teh časih verjetno nikoli ni dovolj, folk posluša, pa sam reče se, mislim, da tudi besedila so zdaj malo bolj razločna, kot so včasih bila, Saj zdi se mi, to ne povejo poslušalci. Mi smo Vasi iz Ormoža, vi pa poslušate Radioaktivno. Ne zdravlje, da ima moje telo. Prijatelj, den, vsak šir den. Stalo spet.
si še trezen. Nalej nekaj iz sebe. Slišaj si življenje, pa tam več druga je zlo. Ne zdravilo pa moje telo. Pijam celi den, sam si den. Znala spiš, si še trezen. Naleži nekaj iz sebe. Slišaj si življenje. Skupina Wasserdicht, album Prihajamo v miro, Miha in Marko sta z mano. Slišana je bila Pošlihte si življenje. Album prinaša veliko materijala, kar 16 pesmi, čeprav imate že ta moderni glasbeni minutažni standard. Vse pesmi smo v bistvu posneli še več. Na plošču jih 20, tako. Tako da niso čisto vse na plošči, ker pač je treba pri vinilu upoštevati omejitve formata. Pa tudi za naš stil muzike je boljše, da je plošča tam okoli 40 minut maksimalno, da ni zdaj to ena jara kača, ker gre za kratke komade, ki jih je dosti gor. Drugače pa, poleg teh, kaj imamo že posnete pesmi, smo zdaj že tudi naredili 3, 4, 5 novih, tako da bo verjetno se še kaj dobile v naslednji priložnosti, ker bo še kakva izdaja. Tako da nimamo problemov trenutno, kaj bi se reklo, s ustvarjanjem, s produktivnosti. Kako ustvarjate? Kdo skrbi za glasbo, kdo za besedila, delate skupaj? Ponavadi en napravi, oziroma glasbo napravi tisto neko idejo, prenese na vaje, naredimo skupaj. Besedilo pa potem tisti napiše, ki ima idejo. Pri besedilih tudi pravimo tako, da nekako paše glasbe. Se pravi, če je metal, komad recimo bolj, metalsko obarvan, ima bolj metalski štih, narediš bolj taki tekst, ki je, nekši fantazijski horor, ali kaj bi rekel, če je bolj punk, hardcore, je bolj neki angažirani tekst, tem, kaj dobro stojimo, pa vedno absolutno za tem, kaj povemo. Vsi nekako delamo glasbo, dejansko tisto osnovo napravi en, jo prinese na vaje, se naučimo, zdaj ali to na že tisti dan, ali pa si posnajamo to, pa doma naredimo nekako, te pa potli končni izdelek je vedno skupno delo, tako bom rekel. Dejansko aranžmaje skupaj pripravite? Tako. Miha, prej sem že delal, da so pesmi načeloma kratke, udarne. Ja, mislim, nismo zdaj jazz rock ali prog rock band, tu ni kaj dosti tudi, pri celi muziki gre za to, da gre pač za udarno, jasno, z enostavnim sporočilom, direktno zadevo, tako pač hardcore punk je in tu dvomim, ga bomo kaj dosti spreminjali v prihodnosti. Vrtimo naslednjo, Noč vampirja. Noč vampirja pa je malo bolj metalska zadeva, tako si lahko lase razpustite zdaj pri tej pesmi, naslednje. Govori pa Noči vampirja. To, kak sem prej rekel že, se pravi, ker je sama pesem je bila bolj tak, ne vem, kaj bi rekel, metalska oziroma takšna black death metalska, in smo rekli, ok, tu pa zdaj te besedilo te mora biti tudi tamo primerno, in je pač takšne, kaj bi rekel, fantazijsko horor besedilo, metalsko. No ulice mesta
Riskira svoj plen. Rešil je mrtev pred kletom bogov. Zaletil tebe pripravljen na lov. Kazljivosti in čustev ste postreli, ne boste šli že po sveži krvi. Besedila pri vas so v slovenščini, kako to? To je tudi, kaj bi rekel, ta ena standard v hardcore punk glasbi, bi rekel, skoraj standard. No. Vse ta hardcore punk glasba, ki je na mene napravila največji vtis, se pravi tam sredina 80-ih prejšnjega stoletja. Ne. Se pravi, takrat so vsi bendi, ne vem, Face znala je kultna kompilacija Hardcore Ljubljana, ne, vsi bendi v slovenščini pojejo tam. Ne. In te imaš, ne vem, kup skandinavskih bendov, ki pojejo, ne vem, Finci pojejo v finščini, Švedi v švedščini. Se pravi, hardcore je bil tak, da je bilo v štartu že jasno, da poješ v svojem jeziku. Poleg tega, ne vem, ko je recimo Dejan bil naš vokalist, ne, Dejan Požegar, on se je bolj domače počutil, ko je pisal v angleščini besedila. Ne. Meni pa absolutno se lažje se izrazim v slovenščini, to, kar želim povedati, tako da sploh nikdar nisem pomišljal, da bi pisal tekste v angleščini. No. Meni večina besedil sloni na tebi? Ja, ne, kakor je. Mislim, tu zdaj recimo, konkretno na tej plošči je večina mojih, ampak tako daleč to zdaj, mislim, nima veze, tudi ko kdo kjerkoli drugi od nas napravi, je najprej pomisliš na slovenščino, ne pomišljaš, da bi sploh pomišljal, da bi, ne vem, v angleščini delal tekste. Pa tudi to se mi zdi, da je to je bila ena mantra tam v 90-ih, delajmo tekste v angleščini, da bomo prodrli v tujino, ne. In če pogledaš slovenske bende, ki so prodrli v tujino, ne, večina njih ni v angleščini pela, ne. Tako da se mi zdi, da to pač. Zakaj naj bi v slovenščini? No, mislim, so pa te jezik, kot vsaki drugi. No, to je najbolj bedno, ker bi se te zdaj, pa slovenščina, pa mi smo tako mali, kako bi to rekel, tisto mi smo mali narod, pa nič, da sam sebe tisto nekaj malega delaš, mislim, so pa te slovenščina isto, enakovreden jezik Evropske unije, ne, tako da pojemo v slovenščini zaradi tega. Ja. Kot pa slišate, ste da v kratkem besedilu povedati vse. Ja, no, seveda, treba je pač direktno, jasno se lotiti tega, kaj bi rad povedal, tudi kratko pesem, ne meš drugega besedila slačiti, pa tudi nismo zdaj tako strahovito zgovorni, da bi zdaj, ne vem, kako na dolgo pa široko razlagali stvari, ki so v bistvu enostavne, no. Se zdaj ne trudimo nekaj na veliko filozofirati, tu so direktna sporočila, ki jih niti ne treba kaj dosti razlagati iz teksta. Bolj meni vsakemu vse jasno, kaj sploh hteli reči. Se trudimo biti čim bolj jasni in direktni. In katere tematike najraje naslavljate v besedilih? Prej smo že slišali, da je kar nekaj protivojnih. Ja, no, to vsekakor, to so klasične teme, to so stvari, ki nas motijo. Pač stvari, ki nas motijo večinoma, no, večinoma ne pojemo v stvareh, ki jih imamo radi, bolj smo tak nastrojeni v kritiko, pa pač upanje, da se da kaj zboljšati, če ne pa vse poveš to, kaj te moti, ker to je bolj pašek taki agresivni in hitri muziki, to bi za težko pasel poleg teksta,
kaj jaz vem, kako smo na pikniki ali kako smo zaljubljeni ali kajkoli v tem smislu. Poleg tega je dober ljubezenski tekst strašno težko napisati. Mislim, da je težje kot bilo kaj drugega, da ne zveni osladno in takšno pač, da ni za nikom. Potem si že nekje tam pri slovenski popevki. Ja, no, zdaj popevka, ne, tam so bili kakšni kvalitetni ljubezenski teksti, ne, ampak dobro, pa hardcore glasbi, to pač itak ne prolazi, ne, to, mislim. Rojstvo tirana bo naslednja? Ja, to je še en tak še malo bolj recimo metaliziran, s tem, ker tu je pač takšen tipičen hardcore tekst, če smo že pri besedilih, v tem, kako se vrtijo zadeve, ne, kako nekdo obljublja, kako da je super, pa da treba tirana zrušiti, potem pa sam postane tak tiran, kot je bil tisti pred njim. Moram reči, da to ni zdaj nekšna originalna tema, je kar nekaj pesmi glih v hardcore punku, ki se lotevajo tega pač, ampak se mi zdi, da je vseeno kar dobro uspelo, tako da. Klikajo nebo, ki vodi nas. Skroz brače, ti menjaj mene. Sveto prihodnost miru, ne svobode. Rojstvo tirana. Ne vodi nas po vseh časeh. Stal se vas, predtem pa zase. Zdaj odmislim na mesto las. Luč ugaša in spušča se mrak. To se može našel nekdo. Ki nas povodil tokrat zares. Poti pravi čeka u boši jutri. Rojstvo tirana. Skupina Wasserdicht z albumom Prihajamo v miru, da je radioaktivno. Ko sem umetno inteligenco vprašal, kaj pomeni prihajamo v miru, se zelo lepo izrazi. In sicer pravi tako. To je izjemno globok in pomenski stavek. Ko se ozremo na svet okoli nas, se zavedamo, kako dragocen je mir. Kaj misli tam? Ali ima umetna inteligenca prav ali se moti? Globoka misel po eni strani, sploh glede na to, odkot prihaja. Drugače pa ponovadi, ne vem, prihajamo v miru, ko neš reči prihajamo v miru, te hitro gledaj, kam boš vujšel ali pa kaj, ali pa zgrabi za orožje. To ponovadi glih nasprotno pomeni. Ja, se poznamo izvoznike demokracije. Ja, tako, to glih na to cilja, tako, na izvažanje demokracije, človekovih pravic, na prijazno prisilo. Ali pa denacifikacijo in demilitarizacijo, ne, tudi vse to se pravi. Eni izvažajo demokracijo, eni pa denacificirajo, ne. No, danes ob dejstvu, da imamo na svetu ogromno konfliktov, je res težko priti v miru. Ja, sej, ne, sej zato je tu kakoli je lepa misel, ki ti je umetna inteligenca povedala, ampak pri nas je to mišljeno bolj ironično oziroma sarkastično. Kar bi tudi, če ne bi bili na radiju, bi tudi videli po naslovnici, da kam pes taco moli, ne.
Ja, bomo še to pokomentirali v nadaljevanju. Konec tega sestavka o prihajanju miru pa pravi umetnik Lenca tako: za vas, dragi prijatelji, naj bo pot do miru vedno odprta, in na koncu je narisan golob miru, čeprav ga vi na naslovnici nimate, kdo drugi pooseblja. Ja, v bistvu naš golob, če je golob miru z oljčno vejico v kljunu, je pri nas beli krokar z bodečo žico v kljunu, ne, tako da to pove nekaj o tem. Seveda, je pa normalno, ne, tudi mi si želimo miru in mi dejansko prihajamo v miru, sam Waserdich, ne, ampak žal večina, tak je že Miha povedal, ki se hvaliso s tem, da prihaja v miru, prihaja v vsem čem drugem kot v miru, ne. Potem je tudi z glasbo mogoče priti v miru. Jo, no. Ali pa mogoče glasba za mir. Pa, mislim, malo smo že stari, da bi bili tako odkrito idealistični, ampak no, vsekakor glasba lahko prispeva vsaj nekaj k razumevanju ali boljšemu, kaj boljših odnosov med ljudmi. Glasba vsekakor je nekaj pozitivnega, ampak verjetno si težko delamo iluzija, da bo glasba kaj spremenila. Včasih je glasba še kaj spreminjala, danes mislim, da ima vedno manjšo moč za kaj takega, ampak to ni razlog, da ne bi zdaj pač vseeno kakšno pesem na to temo napisali, zapeli, ker pač ne vemo drugače. Bomo naslednjo poslušali Vse ostaja isto, bo to? Ja, no evo, to je eno od teh, ki že naslov vse pove, tako bolj, ko se stvari spreminjajo, bolj ostajajo iste in to nasploh ne niti toliko v nekem dnevno-političnem smislu, ker mi o takih stvareh niti ne pišemo, ampak bolj tako univerzalno, človeško, družbeno. Ni se treba preveč sekirati, da bo stvari se ne vem kako spremenile, v bistvu se zelo počasi premikamo. Kako se vesel, da živimo slobode, da se lahko svobodno izrazim, da včeraj te postavim svojim kastilom, da se lahko zajemim nastavim tjelom. In se ostaja isto, ostaja pravilo. Vse ostaja isto, skupine Waserdich prinesla sta vinilno ploščo, je potem album oziroma glasba dosegljiva tudi na vseh streaming platformah? Tako je, ne. Ploščo lahko poslušate na YouTubeu pač, ali potem je na Bandcampu, tako našem kot tudi naše založbe PDV Records iz Zagreba, pa mislim, da smo še na Spotifyju, pa bolj ali manj na vseh teh digitalnih platformah. Če že ne najde po imenu Waserdich, poiščite založbo PDV Records iz Zagreba in tam se da glasbo dobiti in tudi kupiti tako v digitalni kot v fizični obliki. Kako to, da ste izdali pri hrvaški založbi? Tu gre za v bistvu zelo prodorno založbo, ki že nekaj let obstaja in izda zelo fine zadeve. Poleg tega so to vodijo ljudje, ki se že odprej poznamo z benda Nula, v bistvu najbolj znanega anarcho-punk benda hrvaškega, ki je tudi v istem cajtu tam od 30 let že poznamo s temi ljudmi. Malo bi povedal, da nismo samo, se pravi, izdali smo pri 2 založbah, izdali smo pri God Bless This Mess iz Murske Sobote in PDV Records iz Zagreba. Tako da, eni pa drugi pa so tako, da se poznamo iz scene že, tako sem rekel, 30 let, če ne več. Mislim, radi njihovo delo, spoštujemo to, kaj delo in smo tudi zelo veseli, da so nas vzeli med izvajalce, ki so jim izdali. Je že kaj odzivov na album? Kako poslušalci sprejemajo v teh alternativnih krogih? Pa to že mislim, kaj sem zdaj čul, so bile pohvale. Ne vem, če je kakva uradna recenzija že šla, to mislim, da nisem zasledil. Ampak drugače so pozitivni komentarji, ja.
Zaenkrat, če noben ni rekel, da je za nič, no, tako da to še čakamo. Ja, pa tudi, kar smo zdaj imeli par koncertov, sicer po sami izdaji smo imeli zdaj še samo v Ormožu, ta prvi promocijski koncert, ampak smo igrali zdaj že nekaj pred tem okrog, ki smo predstavljali ta naš novi material, pa tudi na koncertih so vedno bili precej topli odzivi, bomo rekel. No. Naslednja bo Pred nevihto. Ja, Pred nevihto, takšen malo bolj punkerski komad, ki pa je inspiriran z vsemi temi, kaj bi rekel, precej čisto novodobnim pojavi, ampak to, ko vsake toliko beremo, da gre nekdo na nek strelski pohod in smo probali, napraviti eno pesem, ki nikakor tega ne upravičuje, ampak proba razumeti, zakaj in kako se lahko nekomu zgodi, kaj se to nekomu zgodi v glavi, da stori tako eno grozno stvar. Mi smo Vasilij iz Ormoža, vi pa poslušate Radioaktivno na Radio Prlek.
Skupina Wasserdicht, prihajamo Miro Albo, Miha in Marko z mano oddaje Radioaktivno, rutina je bila slišana. Marko, prej si omenil koncert v Unterhundu, kako je bilo? Vrede, zelo vrede, mislim, zelo vrede. Pridružili so se nam prijatelji z Železnikov Kave Kanem in mislim, da je koncert vredo uspel, tudi odziv publike je bil vrede, prodalo se kar nekaj plošč in majic, tako da ja, smo zelo zadovoljni. Ne. Vse drugo pa tako ne mogu reči, ker smo tako vsi tudi aktivni v samem klubu, tako da ne. Super je bilo, tudi če je bilo 5 ljudi, samo bi ti rekel, da je bilo super. Kaj še zdaj, ki je bilo 10? Dvakrat več. Jo, 3-krat. Verjetno pa sedaj želja igrati tudi po drugih klubih. Pa ne smo že imeli par koncertov, se že pred izdajo plošče in je kar še scena živa, koliko smo uspeli. Smo že bili malo kaj, Maribor, Kranj, Ljubljana, Železniki, Nova Gorica, tako kaj bomo spustili. Breka Fest, v Čakovcu smo bili, ne, tako da ja, mislim, v Beogradu v Požegi smo bili, ja, v Beogradu pa Slavonski Požegi smo bili, to je zdaj več ni slovenski klub, ja, ampak ne, vse, to je več, to kak je vedno manj, pa to, Slovenija je to hecno, ne, ker pri nas je vedno bilo dosti klubov, že v 90-ih je bilo razmerno dosti klubov v Sloveniji glede na velikost, ne, zdaj pa tudi ni nekega menjka, tako da ja, imamo že zdaj za naprej, že imamo špile zmenjene, se pravi, igrali smo zdaj v Zagrebu 19. Potem pa igramo še naslednji koncert je v Ljubljani, potem pa še Velenje po Murski Soboti maja, potem pa imamo eno pauzo, pač zaradi enih, kaj bi rekel, internih, poletna pauza, tako ja. Oziroma bomo tudi mogoče na kajem festivalu, ampak poletje je itak pauza, tudi klubi nimajo, ne. Sezona traja spomladi in jeseni, pa po zime, poletje pa je ponovadi pauza. Kaj se tiče klubskih špilov, imamo pa že tudi nekaj festivalov, kaj bi rekel, zacehnanih, že zmenjenih, oziroma smo že zmenjeni, da bomo tam igrali, ne. Torej tudi preko oziroma izven meja slovenske kure. Ja, sedaj smo že od začetka. V bistvu so te en cajt tam v 90-ih, ne vem, če nismo več pijali po Hrvaškem kot Slovenije. Tako da to ja, nam ni problem, imamo ja, doseg, še kar veliki doseg, glede na to, da smo pač, nismo zdaj nekši band narejen za popularnost pa za množice. Kdaj boste pa igrali v kakšni nemško govoreči državi, da tudi Nemci ali pa Avstrijci zvedo, kaj pomeni Wasserdicht? To pa zdaj vprašanje, mislim, mi smo že na nemški turneji takrat, ne, še s Coffee Dogs, tam 95. 96. ko smo izdali Split LP, tudi po Avstriji smo nekaj igrali, je pa res, da zdaj po tem ponovnem prihode na sceno pa še ne. No, čisto odvisno, če nas pokličejo, če da vredi pogoje, pridemo kamorkoli, ja. Zdaj da bi se ekstra trudili, pa nekam pošilali, pa se silili, pa tam štulili, to pa že prej nismo delali, zdaj pri teh letih pa zelo težko, oziroma sploh ne. Moje mnenje bo naslednja. Ja, to je še ena pesem takšna, ki je lahko do narobe razume, ker je spet tako ironično napisana. Ne vem, zdaj, ker toliko teh besedil razlagam, ne, ki vse so pomembna, pa bom pomembna vsakor glasba, pač gre za en pač udaren hardcore komad, v tem stilu, kak sem prej rekel, tam z 80-ih. Govori pa točno o teh, kak zdaj ljudje najprej ti povejo, koga bi vse trebalo iztrebiti, pa to, te pa jim ti rečeš, če malo pa si nestrpen, pa reče neč, to je samo moje mnenje, ne. To, o tem govori ta pesem, evo.
moje mnenje in Wasserdicht. Že prej sem omenil grafično podobo oziroma naslovnico albuma. Ta, kot pogledam, je odraz današnjega časa. Absolutno, absolutno in zelo smo veseli, da smo se lahko dogovorili z Leom von Pankrsteinom oziroma Leonidom Pilipovičem, ki ga mogoče poslušalci poznajo kot gitarista pri srpski punk rock, legendarni srpski punk rock skupini Goblini, ki smo imeli večkrat možnost videti tudi tukaj v Unterhundu, se pravi tu pod nami trenutno, kak smo. Ne. In z njim so se boljše spoznali, ko je bil drugi Grossmanov festival Fantastike in stripa, je on bil en od gostov, ker on se je namreč preživlja profesionalno z risanjem stripov in takrat so se dogovorili in naredil nam je to naslovnico, s katero smo res super zadovoljni in dejansko nam je tudi včas, da je en taki renomirani strip avtor, ki je poleg tega še tudi gitarist v eni najbolj znanih in punk rock zasedb iz kaj bi rekel, prostora bivše Jugoslavije, tako da res to se nam zdi super. No. Tako da evo, pa bi se zahvalil Šileju tu ob tej priložnosti, čeprav ne verjamem, da lovi glih v Subotico, ne, Radio Prlek. No. Bo pa lahko poslušal preko YouTubea oziroma potem na podcastu oddaja, tako da brez težav poslušal. Tako. Evo, Leo, hvala ti puno, brate. Kaj pa igra ta Joker? Ja, inštrument. To že, ampak katero melodijo? Ja, nekaj veselega, samo je njemu bolj veselo kot tistem, ki to morajo poslušati. To je tako mi. Ko steh sedi, ne. On je vesel, to kaj špila, ampak ti, kaj pa so pod njim publika, ne, zdaj žal ne moremo, ne, radio še vedno ne omogoča, da bi prikazovali slike, ne, ampak sedi pač na enem kupu kosti, ne, tako da njegova publika je meni navdušena nad glasbo, kad je on sam, ki jo igra, ne. Ja, zato je publika veliko bolj statična, že kar nekaj let. Tako, točno tako. Podpišem. Žrtev bo naslednja, pa mislim, da tudi izmed teh glav je kakšna žrtev, ne ena. Ja, je kar, ne. S tem, da ta pesem je spet ironično, ne, to pa je to, kako vsi želijo biti žrtve, ne, da nekaj preberajo, da se nekaj groznega nekaj je zgodilo, te preč pa to ni nič, veš, kaj pa mene pa noga boli ali pa nekaj takega, ne. Vsake misli, da je največja žrtev na svete, ne, ta pesem naslavlja predvsem to, tako da ne govori o resničnih žrtvah, pač pa o takšnih namišljenih žrtvah, ne, hipohonderskih žrtvah.
Žrtev in Wasserdicht z albuma Prihajamo v miru. Miha in Marko, kako vidva danes gledata na slovensko glasbeno sceno? Dobro vprašanje, mislim, včasih sem imel dosta boljši pregled nad sceno, zdaj morate malo več, ko spet špilamo okole. Pa mislim, je čist vredo, no. V najslabšem primeru čist vredo. Mislim, da nič ne fali, vse, kar se našega stila tiče, ogromno še bendov, tako starejših z našega cajta ali pa še odprej, ki še vedno kvalitetno špilajo, pa kup mladih bendov, ki imajo absolutno kaj zapovedati in pokazati, tako da mislim, da ni nobenega straha, ne za sedanjost, ne za prihodnost scene. Ja, no ja, vse to, kako je Miha rekel, v drugih sceni, kako tem, pač, iz kere mi izviramo, pač ne vem, kaj dosta povedati, ker že to premalo sledim, kaj drugega, pa še dosti manj, ampak se mi zdi tako, je Miha rekel, in bendi so, se pravi, in starejši, mlajši, in priložnosti za koncerte so, tako da ne bi se tukaj pritoževal, pa ne bi jamral, ne, to je tista tipična mantra, bila glih hardcore scene, vedno scena je za nič, ampak se mi sploh ne zdi, da je tako, no. Se mi zdi, da je scena kar zdrava in močna. Bi lahko mogoče izpostavila 3 top imena slovenske glasbene scene, ne glede na žanr, ne glede na obdobje, v katerem je tisti glasbenik deloval? Eno, zdaj spet lahko jaz govorim samo o tej sceni, s kere prihajamo, ker to pač najbolj poznam, to je seveda Odpadke civilizacije, kulten band iz sredina 80-ih, ki so se pojavili tudi na tej že prej omenjeni kultni kompilaciji Hardcore Ljubljana. Potem so tu, kaj bi še te rekel, kazem, Hakatak so odlični iz Idrije. Cypher Lewis, ki so prav tako zdaj pred kratkim izdali svoj drugi album, tokrat na vinilu, prvega so na CD-ju, gre za zasedbo iz Ljutomera, ki sicer je, ja, žanrsko sorodna nam, ker so pač underground rock'n'roll band, ampak je njihova poetika je bolj, kaj bi rekel, nekem psychobilly rock'n'roll v garaži, ne, ampak vsekakor zelo kvaliteten band, tako da, pa kaj bi rekel, pa Odpisani še vedno igrajo. Te so Nea Boje Nula iz Maribora špilajo svojo, mislim, zdaj ne bi več našteval, ker vsekakor nekoga pozabijo in se mi to zdi te grozno. Glavnem je, absolutno imaš ogromno dobrih bend, Vokovih iz Maribora še vedno špilajo, mislim, to je plus en kup mladih bendov, ne vem, Sranje iz Ljubljane, pa ko sem že rekel Hakatak, pa Kave Kanem, kaj so pri nas špilali, pa kadarkoli, pa ne vem, v Mariboru smo te enkrat imeli koncert, pa je bilo en kup mladih bendov, en čik pauza sem se zapomnil, ampak vsi bendi so bili odlični, no, ampak to so res mladina, no, mislim, najstnike in špilajo dejansko meni odlično muziko, tako da res nimam nobenih pripomb in se mi zdi, da scena je močna in marsikaj se zavijati, pa tudi vidim, da je, ne vem, tukaj manj spremljam, da je tudi na, ne vem, teh nekaj mainstream pop sceni en kup mladih bendov, ki polnijo dvorane, pa stadione, pa ne vem kaj, kar je vsekakor pozitivno. Miha, bi ti dodal še kako ime? Ja, sedaj ga Marko rekel, zdaj to lahko naštevamo, na koncu bo samo problem, če koga pozabimo. Tu bi rekel, da je nekaj to, ker zdaj tako z glave, to je težko. Si želite mogoče s katerim izvajalcem Sloveniji narediti sodelovanje oziroma duet? Ne. Kratek je denat odgovor. V čem takem pa se ni ne razmišljalo, se mi zdi. Pa tudi ni to neka praksa, kaj bi rekel v tej glasbi, kako mi delamo. Se mi zdi, da je to bolj praksa v neki bolj popularni, bolj, kaj bi rekel, pop glasbi. Ne. To zdaj brez vsakšnega, ne želim reči, kaj je to nekaj slabšega, ampak se mi zdi, ne spomnim se, kaj bi kadarkoli videl v hardcore punki, da bi bili neki dueti, no, se mi zdi, da so. Mislim, vse, mogoče ja ne bi bilo nič narobe, ampak tak mi je zelo, tu je to, no, se pravi, nikdar ne sem niti pomišljal na to, kaj bi duet s nekom delali, no, tako bom rekel. Mogoče s kakšnim bolj hardcore reperjem? Ja, to še ne vem, če glih. Hardcore glasba pa hardcore besedilo repersko. Ja, no, vse bi šlo skup, mislim, ne je bilo prvič v zgodovini, ampak niti nimamo zdaj kakšne dosti veze s to sceno, niti ne vem, če je svet pripravljen, pa če obstaja dejanska potreba v tem. Predzadnja, ki jo bomo spustili, bo Sit sem vas. Ja, no, kaj je lepše, kako biti sit. Lačen sem vas, bi se čudno čulo, tako da sit sem vas, se čuje. Bez koncev, laž lahko, slišaj težav, mislim ratov, si naše sladosti, vaše usti, si vaši skriti nameov, vaše nepomenosti. System was
Rozsył like laku Tyczy leżył Jesteś rantą Zgłoszę stodosty Wasze usty Zgłoszę skryty na melą Wasze nebo nemosty System rise Sicer vas in Wasserdicht prihajamo v Miro, album, ki ga vrtimo v oddaji Radioaktivno. Za konec, Miha, prej si že omenil, da imate nekaj materiala na zaloge, novega, čeprav je ta album še čisto svež. Ja, imamo že sigurno za enega pol albuma že pesmi, če ne še več. Tako da, mislim, si ne oddahnite prehitro, še bomo kaj izdali, še boste nas morali poslušati. Če pa več informacij o vas na spletu, na družabnih omrežjih, verjetno ne več? Tako imamo, sicer, ker smo pač malo starejšega datuma, vsi imamo samo Facebook profil, pa normalno Bandcamp profil, kjer tudi na našem Bandcampu lahko v celoti poslušate album, ali pa ga celo kupite v digitalni oblike. Vse nekaj razmišljam še o Instagramu, ampak to mi je taka muka, to voditi vse, pa to objavljati, ne. Za Facebook pa že pravijo, da je to bolj, ni nekaj mladine na Facebooku, ne, to je večino starcev tam gori, ne. Tako da ja, ampak smo nekako prisotni tudi na splet, mislim, se pravi na socialnih omrežjih, tako da nas tudi tam lahko poiščete. Pa na YouTube imamo svoj kanal, ki ga sicer mora malo osvežiti, pa dodati kakšne nove pesme gor, ampak ja, se pravi, to je to. YouTube, Facebook, Bandcamp, tam smo mi samo, na drugih teh platformah za poslušati pa preko PDV Records, to je to. Kako pa do vinilne plošče? Do vinilne plošče tudi, se pravi, spletno prodajo ima tudi na založba PDV Records, drugače pa na koncertih. Za konec še eno vrtimo, to bo Gotov poraz. To je ena taka precej mračna, depresivna pesem, ne, kar je ni glih v skladu z našimi osebnostmi, ampak ker je sama pesem taka počasna in to se nam je zdelo, da tudi ta tekst, ki govori o tej minljivosti življenja, kar primeren. Ja, tako. Vsak lahko naredi pesem s pozitivnim sporočilom, je pa Bogu všečno in primerno napraviti tudi kaj depresivnega, kaj bo komu malo dalo misliti, če ne že zagrenilo dneva. Z nedaljšom se torej poslavljamo. Miha in Marko, hvala, da sta se oglasila v oddaji Radioaktivno na Radio Perlek ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala lepa, se zahvaljujem za utrgani čas in enako vso srečo še naprej. Ja, najlepša hvala za vabilo in seveda vso srečo naprej še z oddajo, ne, ker takih oddaj tudi, kak sem že prej enkrat namignil, čim več potrebujemo in takšnih vsebin, tako na teh klasičnih medijih, kot spletnih medijih, kot vseh drugih medijih, če še skeri obstajajo. Okay.
čaka nas. Gotov poraz. Umiranje je zaman, končí si, naprej je stan. Bez vsake prázdnej majšče možnosti se zmalo. Bez vsake prázdnej majšče možnosti se zmalo. Čaka nas. Gotov poraz. Stal se raz. Mi smo Vasilik z Ormoža, vi pa poslušate Radioaktivno.